Sem Mitja skupine Orlek in vsem Orlekom je še posebej všeč oddaja Radioaktivno na Radio Prlek. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Po stari legendi roža cveti, kjer je pustil svoje sledi. V razpokah skalovja, na preprogah gorovja, ko izčrpan legel bo, zaužil bo cvetje to, se postavil na noge in dvignil roge. Pogumen korak pusti sledi, ko utira nove poti, za črto obzorja piše nova se štorija. Tam s Bogom in temo se svojo vso močjo boriže od nekdaj. Zlatorogo značaj jutranje soncu močno se blešči, zelena dežela v nov dan prebuja se. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Mnogo minilo je že let, ko Striglava je stopil na svet. Za garače predane, za kravate zrahljane, za naše vse mogoče žene in za vsako mlado srce, naj bo nam v pomoč Zlatorogova moč. Jutranje soncu močno se blešči, zelena dežela v nov dan prebuja se. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Jutranje soncu močno se blešči, zelena dežela v nov dan prebuja se. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Jutranje soncu močno se blešči, zelena dežela v nov dan prebuja se. Za dobre ljudi kot vrhovi v nebo se rogovi dvigajo. Zlatorogova pesem skupine Orlek z albuma 3,5 polnomasno oziroma 3,5 polnomasno. Mitja pa z mano zdravo. Zdravo, Živjo. Mitja, kakšen je pravilen naslov albuma? Ja, 3,5 polnomasno. Jaz pa mislim, da je 35 polnomasno. Ja, no tako je, pač 3,5 so te asociacije, ne. Recimo 30 let je in pol, ne. Dobrolo se je teh let? Ja, nekje je, ne. Smo že kar, hmaj smo tudi začeli, ne. V bistvu dva sva bila srednješolca, harmonikar Jure je bil celo osnovnošolc še, ko smo Orleki začeli in se pozna to, ne, da pač potem dolgo vztrajaš lahko, ne.
3,5 desetletja, bližate se s 40 letjem. Ja, Kar pomeni, da ste pustili kar nek pečat v slovenski glasbeni zgodovini. ja, mislim, da je nekih 13-14 albumov, dobro, nekaj je bilo tistih best of pa live, kar je, ampak drugače pa kar tudi krepko čez 100 pesmi, ne? Tako da in kar nekaj hitov tudi, ne? Tako da mislim, da smo nek pečat smo pustili, ne? Predvsem pa svoj stil igranja, ne? Ki je tukaj raznolik, tukaj drugačen od drugih, mislim, da je to glavni tisti kakšen pečat puščamo, ne? Recimo kakšno sled puščamo, ki smo drugačni po zvoku, po načinu igranja, po aranžiranju, smo precej drugačni praktično do vseh ostalih. Kako pa z te časovne distance danes pogledaš na Orleke, pa na leto 1989? Ja, lej, še v živo se spomnim tistega prvega snemanja na Radio Trbovlje, demo posnetkov, ko smo jih delali. Prav junij 89 je bil vzeti, točnega datuma se ne spomnim, ampak prav junij 89 smo, se pravi v tem mesecu, in je zdaj ta mesec je prav 35 let. Ne. To je neka časovna distanca. Ja, seveda, no, tudi pol prvega koncerta se še spomnim, tisti bil pa novembra, ne, 28. novembra, v Zagorju, v avli Delavskega doma dol, tisti odmevajoči avli. Ne. To so tisti začetki, ko se jih potem vedno spominjaš. Ne. Je pa še ogromno enih koncertov, tako po Sloveniji, kot pa po tujini tudi, še največ si pol zapomniš čistih po tujini, seveda tistih je bilo manj, tistih je bilo recimo 80, mogoče kaj več, kaj manj že ne, mogoče bliže 100. Po Sloveniji je bilo pa kar okrog 1000, pa vsaj bliz 1000 verjetno. Ne. Tako da je veliko spominov, pogosto pa kam prideš, tukaj ste pa že igrali, ti kdo reče, pa tuhtaš, kaj je bilo, kje si. Ne, tako da se tudi pol pozabiš neke stvari, ne moreš se vse zapomniti. Ne. So neki dogodki, ki ostanejo v spominu, neki pa malo manj. Ne. Si vodiš v to statistiko? Ja, statistika je, tudi mislim, da na spletu statistika koncertov, na naši spletni strani, ker jih sprot zapisujemo, potem se je vmes že izgubili in pol smo iskali po vseh papirjih, zapiskih, kje so bili, v kakšnih rokovnikih. Tako da mislim, da čist začetki prvih par let, ko je bilo v bistvu še malo manj koncertov, tisti se je izgubili, recimo, da je mogoče kakšnih 10-20 koncertov mogoče da manjka. Ne. Pričela sva Zlatorogovo pesmijo. Ja, Zlatorogova pesem, pač legenda, to je mitološko bitje, ne, iz slovenskega skalovja. Druga pa bo pesem o Save, Ja, ki teče mimo Zagorja. Tako, to je mi smo tako Zagorje ob Savi, ne, je ta reka verjetno tudi povod teh krajev v Zasavju, da so sploh nastali. Ja, lepa reka, mislim, da tudi rafting je recimo, ne, potem tudi delajo kajakaši, ne, Hrastnik je klub, Peter Kauzer je znan, ne, se vozi po Savi, ne, po teh malo bolj brzicah, tem delu, ne. Tako da, ja, je Sava in tak, pa neki ribičev, ribe lovijo, ne. Tako da je lepa reka. Poglej to modro nebo, baha se soncem nad nama. Meglice nad Savo, žarki topi in ptice, ki se po nebu lovi. Gledam tvoje valove, poplutajo se v tvoje bregove. Stare mogoče na tamo stoji in čuvajo tvoje zeleno srce. Pridi, draga, gremo skupaj na pot po dolini Save, od Litije pa do Hrastnika, kjer tista reka šumi. Pridi, draga, gremo skupaj na pot po dolini Save, od Litije pa do Hrastnika, kjer tista reka šumi. Che tista reka šumi.
gremo pobočje, kipeče brzice v tvoje naročje. Letana ju vabi, pojdiva čim prej, s kolesi veselo po cesti naprej. Rad gledam tvoje valove, ko putajo se v zelene bregove. Skale mogočne na tabu stoje in čuvajo tvoje zeleno srce. Pridi draga, greva skupaj na pot po dolini Save, od Litije pa do Hrastnika, ker tista reka šumi. Pridi draga, greva skupaj na pot po dolini Save, od Litije pa do Hrastnika, ker tista reka šumi. Sava šumi. Pesem o Savi skupine Orlek. Omenil si Zagorje ob Savi. Koliko vam je dal kraj in koliko ste vi dali njemu? Ja, zdaj, kraj nam je dal seveda eno lepo okolje za bivanje, to pač mislim, da Zagorje je. Dovolj blizu centra države, ali pa tudi vzhodu, mi imamo recimo iz Zagorja, čeprav marsikdo reče, da je Zasavje nekje Bogu za hrbtom. Iz Zagorja do Ljubljane je 30 minut, do Celja je 30 minut, do Maribora je 1 urca, slaba ura. Ne? Tako da, ker imamo na Trojanah avtocesta, smo dokaj blizu vsega, ne? Tako da te kraji so lepi, veliko imaš za sprehode, za pohode v hribe, ne? Tudi kakšna smučišča so, sicer malo ta nižje ležeča, ki v zadnjih letih seveda ne delujejo prav pogosto. Seveda tukaj smo odraščali, preživeli svoje otroštvo. Mi pa mislim, da smo dali svoj pečat, svojo glasbo in v bistvu ni Zasavčana, ki nas ne bi poznal, ki ne bi bil ponosen na skupino Orlek, ko se kdaj kje izven Zasavja, kje ali pa s kom srečujejo, smo vedno med tistimi, na katere so ponosni, ne? To so pa naši. Ne? In to je tudi tak lepo priznanje za bend, ne? Da smo dosegli nekaj tazga, da so vsi iz našega okolja praktično ponosni na nas. So že na Orleku postavili spomenik? Prav na Orleku ne. Je pa v bistvu v Zagorju, Perkmandelc leta 2021, tam so uredili en tako brežino, kjer so tudi naredili nek vodomet in neke klopi, pač vhodi v jame so, ki so zdaj še zaprti, ki naj bilo potem turistični vhodi za oglede, če bo to res zdaj zaživelo. Zraven tega vodometa, no tam gor je pa kip Perkmandelca, prav tega lika Perkmandelca, ki smo ga mi naredili skladbo 2001, Dušan Kastelic, naš prijatelj je pa to upodobil v risanki, no sodelujejo pa tudi pri izdelavi tega kipa. Je pa to jamski škrat? Jamski škrat, ja, tako. In ta naš je prav posebno, vsi so bolj tisti tipski, ki jih imajo, vsak rudnik ima svojega škrata in vsi so večinoma po izgledu bolj tipski, ne, takšen, kot je v Nemčiji, pa v Avstriji v rudniku, je podoben tudi pri nas v drugih. V Zagorju Orleki smo pa naredili svojega, ne, čist drugačnega, ki je res, ki si predstavlja kot takega malega hudička. Ne. Je verjetno Perkmandelc rad posluša folk, punk, polka, rock, kot se označujete. Ja, vse to rad posluša, zelo. Ne. In tudi v tistem videospotu iz leta 2001 se mi zdi tudi zelo pleše na to, ne, na tisti svoj punk skladbo Perkmandelc. Tudi na tem albumu je ena pesem, sicer 4. po vrsti na CD-ju, La vida gre naprej, to je Življenje gre naprej v originalu, naša pesem. Naš prijatelj Ariel Kobrija, glasbenik, tudi tukaj poznan že v Sloveniji, sicer zdaj se je spet preselil, ker žena njegova Slovenka je ambasadorka, ne, in zdaj je šel v Kanado z njo, ne, seveda, in cela družina. In predno je šel, smo še naredil ta aranžma in tudi povabil nekaj kubanskih glasbenikov zraven, da so posneli. In lani ravno takle čas smo snemali videospot in tudi izdali to skladbo ven. In je nastal prav lep videospot, ki prikazuje v bistvu nadzemne lepote Zagorja, ne podzemne. In v tem nadzemnih lepotah smo tudi neki kadri, ki so pri tem Perkmandelcu, pri tem ekipu, so govorili o njem. Pa predlagam, da se preskočiva Male bogove, pa kar zavrtiva La vida gre naprej. Ja, ravno, ko smo že govorili, mogoče, ne, tako. Nas imamo vse, gostilne, parkufe, tudi kelnarce so lušne, pa v kratke kikelce.
La música de amigos me trajo a este lugar, un tesoro escondido aquí pude encontrar. Qué linda es, pero qué linda es. Pogumensday, Isaras May, Julenje Grena Prej. Kuveni veliki bajt, kjer stene hribi so, nikoli nam ni dolgcajt, če gibi pravi so. Krasna je, prekrasna je. Hay siempre buen ambiente, que aunque algo vaya mal, te sonríe la gente, lo malo va a pasar. Qué linda es, pero qué linda es. Ven a celebrar, porque al final la vida seguirá. Pogumensday, Isaras May, Julenje Grena Prej. ¡Viva la salsa! Bienvenidos a Zagorie, bienvenidos a Cuba. Vamos a bailar. La vida sigue su rumbo, nunca se va a parar. Наші мамовце, гості не пам'ятають. Ay, mira cómo suena el coro, vamos a gozar. Долина, Canta Zagorie, Cuba. Queremos blizzard, sí. la Prej. Everybody say what? Zagorie, Matkuria. Ay, mamá. Salsa, 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 salsa. Check it out, yeah, yeah. ой, ай, 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 ай. Viva la salsa! Skupina Orlek, 3,5 polnomasno, Mitja z mano vodaje radioaktivno. V osnovi ste rock zasedba z pihalno sekcijo, Pa s harmoniko. s harmoniko. Dejansko tako mali big band že skoraj da. Ne Ja. rabite zraven še rudarske godbe. Tudi to si poslužimo, ne, še kakšno godbo, pa res cel big band kdaj. Dejansko pa smo močna zasedba na odru, 9 ljudi, ne, klasična rock zasedba, bobni, bas, 2 kitare, klaviature, vokal. Poleg tega pa potem še klaviaturisti ure igra veliko harmoniko, pa 3 pihalci, ne, trobenta, saksofon, pozavna, tako da to res zveni polnomasno. Pa harmonika da še neki dodaten čar verjetno te glasbe. Ja, dejansko se lahko deklariramo kot folk, etno, rock skupina in tudi zato smo po svetu veliko po teh festivalih igrali, folk, etno festivalih, kjer v bistvu prav združujejo te etno glasbe z skupine in to je precej pogost pojav z modernimi zvoki. Ne. Mi smo pač bolj z rockom ali pa s punkom miksali ta etno melos. Ne. Eni smo bili, ne vem, nek na Poljskem, je bil čist tak tehno-etno, ne. Tako da so bili zelo različni, smo srečevali pač glasbenike, ki so čisto nek etno melos igrali ali pa so res z nekimi modernimi zvoki mešali ta etno, ne. In nekateri so bili prav zanimivi, tudi so nam bili precej všeč. Ne. Potem bi lahko na trenutke rekli, da povežete nepovezljivo. Ja, tako je. Je pa res, da tudi recimo podoben stil, ta rock pa svoj etno, mešajo Britanci, se pravi Angleži, Irci, Škoti, škotske skupine. Smo se najdli kakšne, recimo Pox, pa Kepasa, smo celo nekaj koncertov imeli po Sloveniji in po Evropi z njimi. Smo se najdli, ko smo na podoben način s to harmoniko in ta sound mal mešali, pa ta rock. Tako da smo se, neki bendi so nas najdli takšnih, ki so tudi podobno, ampak noben nima, redko je dojmo takšno zasedbo. Tudi Poxik so igrali, so pa malo manj s temi kitarami, ne, malo manj rock imeli, ne, recimo Kepasa so bili bolj rock, pa niso imeli pihalcev, recimo, ne, pa so imeli samo harmoniko, tako da vsi so bili drugačni. Vsak ima svojo neko unikatnost, ne, in mi lahko rečem, ko smo po svetu srečali, še vedno smo precej unikatni. Glede na tempo glasbe, ki jo igrate, običajno so hitrejše skladbe, mora tudi Jure zelo hitro igrati harmoniko. Ja. Na način polke. Ja, to
to je recimo pri kakšni golici tam sploh, ne, ko drvimo 100 na uro, ne. To sicer smo vsi, ne, to roke bolijo, si že v formi, pa na konec koncerta si zmatra, ne. Še najtežje pa je, ko par mesecev ni koncertov, pa smo imeli vaje, pa v studio snemali, pa vse. Ampak pol smo šli, pa smo, ne, januarja so bili koncerti, pa smo imeli vaje, marca še neko snemanje, pa to, in pol smo šli še vaje imeli, pa v maja začeli s koncerti in prvi koncerti nismo bili tisti pravi, ne. 2-3 koncerte smo rabili, da smo padli res noter nazaj, spet po 2-3 mesecih, tako bom rekel, brez koncertov, ne. Očitno te glasbeniki hitro izgubite kondicijo. No, to ni ne mislim tako, fizične, glasbeno. Ja, mogoče tukaj res tako intenzivno, ne, ker ni problem bilo v studiu, niso problem vaje, ampak tam tako intenzivno v bistvu tudi tako delamo, ne, da dejansko rabiš tako, da se res padeš noter, da si v formi, ne. Verjetno pa treba tudi imeti fizično kondicijo na vaše koncerte, ki so zelo aktivne. Ja, precej fizične kondicije, ne, recimo, zdaj to pol rataš previden, začneš malo skakati, ker veš, da te bo lahko kakšen kolen boli, pa tako, pa kakšna hrbtenica, to je itak, ne, ampak pač daš vse od sebe, ne, to je laufanje gor in dol, ne, to je recimo, ko smo snemali videospot Mali bogovi z Vladom Kreslinom, ne, mi smo že na koncertih v 90-ih to nekajkrat skupaj igrali, pa smo mi opustili to skladbo, ne, in zdaj smo spet na Ptuju igrali slabi 2 let nazaj in smo rekli, bomo naštudirali spet to skladbo, jo bomo zaigrali, on je imel tudi koncert, isto časo smo bili pač tam skupaj in je spet zapel zraven in je spet užival, ne, tako da na koncu že za en mesec je klical, rekel, moramo to posneti, ne, in smo lani februarja posneli, marca že videospot snemali in pa smo snemali videospot, smo delali odrsko sceno, ne, in pa se Kreslin obrne k meni pa Hivo to tam nazaj, ne, ko ve, koliko zdevjava s tem kitarom gor pa dol po odru, pa je rekel, ja, to tako na koncertih, ne, zdaj tam stati, ne, in pa smo devjali, ne, Kreslin pa mi da Hivo, tam smo devjali po odru, to in 3 ure bil snemanje, jaz sem rekel, ne, drug dan sem imel noge tako, kot da bi smučil prejšnji dan, ne, takšen muskel fiber, ne. Bo pa naslednja Mali bogovi. Ja, evo, Mali bogovi. Z Vladom. Orlek in Vlado Kreslin. 2 Prekmurca skupaj na vokalu. 2 Beltinčana, ja, tako. Bogovi so se manjši, delajo se, da verjamejo v Boga. Mali bogovi govorijo glasno, da bi se jih slišalo do neba. Dogaja se, da včasih še najbolj vernim se zamišljajo sledi. Mali bogovi jim obljubljajo nove perspektive, edine prave poti. Napihnjeni se odbijajo visoko v nebesa, zaradi pritiska si mašijo ušesa. Z dolgimi prsti in majhnimi očmi. Mali bogovi vidijo le
skupina Orlek ob 35-letnici z novim albumom 3,5 polnomasno. Mitja, umetna inteligenca pravi, da ste pričeli v letu 1989 sprva igrali na prireditvah in zabavah in potem začeli avtorsko ustvarjati. Ja, Drži ali se v bistvu 89 smo že začeli z avtorsko glasbo. Ne? To je bilo, prej je bilo pa, še ni bil Orlek, smo pa pač igrali tudi kakšne druge stvari. Ne? V zabavah to je bilo tako, kakšna šolska zabava smo igrali, ne? Pa za 8. marca v krajevni skupnosti, pa kaj tazga, pa za 1. maj, koliko smo imeli to lokalno, ta zaselek na Vask smo se dobili, ne? Smo kres naredili otroci in pa smo prelekli vse inštrumente, orgle, dvomanualne se spomnim, pa take velike očevalce, meter visoke, še več, ne smo imeli čas. To smo prelekli tam okrog kresa in smo pa špile še, ne? Kres smo pripravili vse in smo pa so to naši starši, pa seveda vse sosedje tam z tistih, ne vem, 15-20 hiš okrog, ne. Katera je bila prva avtorska skladba? Ja, te demo posnetke smo najprej snemali v skladbi od Vlada, pevca Vlada Poredoša, Raj bi doma ostal, pa Jesen. Pa še eno smo, v bistvu smo pa mulci bili, ker smo se takrat združili z Vlado tam, ne? Takrat, to je bil začetek in smo takrat tudi medali, zato štejemo to kot začetek skupina Orlek, ki je bilo pa, jaz sem mali rock'n'rollist ali nekaj tazga, ki je takrat bobnar, ki je pevc bil tudi v bendu, to skladbo naredil, ne? In je pel v hrvaščin in je bilo mali rock'n'rollista. Prej si dejal, da ste v teh letih nabrali več kot 100 avtorskih pesmi, Ja, kar je lep repertoar. Seveda, potem vsaka kaseta je prinesla cirka 10-12 pesmi, kakšno priredbo od tega ali pa dve, ne, večinoma so lepa avtorske, ne, in je tega kar veliko se nabrali, tako da teh pesmi je ogromno in tudi kar neki hitro, če bi šla vse po vrst naštevati, bi se jih mogoče marsikdo se jih spomne, ne, nekateri se še zdaj po radijih vrtijo, ne. Mitja, kaj misliš, kaj pravi umetna inteligenca, katere so vaše 3 najbolj znane pesmi? Ja, Ko so lipe cvetele, to je sigurno, ne. Ne drži? To me preseneča, ker vsi nas poznajo potem, ne. Bi rekel, ja. Ja, Adio knapi, ne, sigurno. Tudi ne. A to umetna inteligenca pa nima pojma. Vidiš, sem se jaz tudi strinjal. Ker to so sigurno skladbe, ki so pa recimo na Kum, te 3, ko smo najbolj prepoznali, potem so pa kakšna porno polka Perk Mandelc, v zadnjem obdobju zdaj Vinska trta mogoče. Ne vem, ampak definitivno bi rekel, Ko so lipe cvetele, pa Adio knapi, pa na Kum, da so tiste, ko smo najbolj poznani, ne. Umetna inteligenca pa pravi, med njihove najbolj znane pesmi spadajo Perk Mandelc, živahna skladba, ki zajame njihov energični duh, Moja boginja, pesem o neuslišani ljubezni z mešanico humorja in čustev, ter Kranjski Janez, besedilno bogata skladba, ki slavi lokalno kulturo. Ja, zanimivo, ne? To je pa zdaj iz novejšega obdobja, ne. Zdaj, dobro, Moja boginja je mogoče zaradi tega, ker je bila pred 20 leti in smo jo zdaj dali kot single ven letos, ne, in naredili video spot z umetno inteligenco in Lahko da je povezala. To je YouTube toliko ponujil, da je zdaj že preko 200,000 ogledov, pa smo februarja dali ven, ne. Ker drugače Adio knapi ima več kot 500 milijona ogledov, ne. Recimo, Ko so lipe cvetele, pa okrog 5 milijonov, ne. Ta je res odstopa, ne. Tako da definitivno nas tako, ko bi rekel po Sloveniji, ljudje nas tistih 3 bolj. Je pa res, da recimo Kranjski Janez, ne, ta je izreden hit, ne, bolj ali manj radijska blokada te pesmi bila, ne, mislim, še vedno je, ker je očitno malo preveč domoljubna, ne, ampak na koncertih se pa vedno, ko začnemo to, se najde nekaj domoljubov, ki takrat v bistvu oživijo, ne, ko začnemo to skladbo igrati. Čeprav bi se jaz glede na najbolj popularne skladbe strinjal s tvojim mnenjem. No, ampak recimo Kranjski Janez je bil primer, ko smo pred 5 leti, ko smo to skladbo dali ven, na Gora Roka igrali, je ta skladba bila kot glavna na koncertu, ne. To je bilo zastava slovenske gor in to je bilo noro, ne. Ne nazadnje je Janez Slovenec, ne? Ja, tako. Verjetno pa, kot sam ugotavljaš, ima vsak svojega favorita. Ja, to itak, ne. To itak, vsak ima svojega favorita in ravno zdaj, pa še pa CD-je prodaja po koncerta, ne. Malo Zagorjanko pa na Kum hočem, ne. In Zagorjanka ni na nobenem CD-ju več, ne. Na Kum sem pa rekel tudi ne, potem pa nisem spomnil, da je tudi na tem CD-ju, ko smo jo dali novo verzijo. Bomo na Kum slišali potem v spletnem delu pogovora, ki ga bo nadaljevala po radijskem delu. Punca Šohta bo naslednja udarna skladba, tudi vsebinsko s Hamom. To je pa ena skladba, recimo to zdaj sva prišla na te starejše pesmi, ne, naše priredbe, ne, ko je iz leta 95, mislim, da na albumu Adio knapi in tam je bil glavni hit Adio knapi in to je to, ne, ta skladba pa, tisti, kjer nas spremljajo na koncertih, pa imajo naše plošče, jo poznajo. Bila je sicer tudi en video, takrat iz Teatra Paradižnik smo posneli, pa smo potem kot video dali na YouTube, ampak ni bil nekje kot nek single, kot hit lansiran, ne. In smo jo naredili zdaj v novi, malo,
spremenjeni verziji, malo izboljšani, pa še kot gosta smo povabili Hamota in je s svojim glasom še naredil piko na i tukaj, ne, in zdaj pa kar to je hit zgleda, no, tudi videospot je tudi kar uspešno gledan, no. Pa tudi slišati je, da se Vlado pa Hamo vokalno zelo ujela. Ja, zelo paše, ne, Hamo zelo pasa tudi noter, tako da sta zelo fajn duet naredila, ja. Nekoč na šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet, kjer se dalo bo drugače živeti. Daleč stran, daleč stran. Odplula je čez širno morje, pozabila je na naše gore, v tisti pravi čudoviti svet, kjer se dalo bo drugače živeti. Daleč stran, daleč stran. Kmalu punca je spoznala ta svet, kjer za dolar treba fajn je trpet, kjer kot žval garaš noči in dan in na koncu crkneš čisto sam. Daleč stran, daleč stran. So se naše gore, želela je nazaj čez širno morje. Zakaj učila se ta prekleti svet? Mama, tukaj se ne da več živeti. Daleč stran, daleč stran. Mitja iz skupine Orlek z mano v oddaji Radioaktivno. Mitja, prej si že menil bogato diskografijo. Jaz sem preštel na vaši spletni strani 13 albumov plus ta je 14. Ja, bejde tako. Tudi sam imam skozi zmedo, nisem še nikoli šel štet, ker prva je najprej bila kaseta Funštersen Jetrnica leta 92, pa je bila drugi album, je bila spet kaseta Melodije smoga in premoga. Spet kaseta, ampak takrat so se pa že začeli CD-ji in smo potem mi združili te dve kasete na en CD,
Ne, nismo izdali vsake posebej, ker to je bilo še malo preveč luksuza bi bilo, da bi še staro kaseto na CD-ju izdajali posebej. Ne. In smo združili obe skupaj in je pa Ajmoht. Leta 1994. 94. Tako da v bistvu album Ajmoht združuje dva albuma, dve kaseti. Ne. Je potem dejansko več albumov kot 13. Ja, Ajmoht sta dejansko dva albuma, ne. Zdaj pa ne vem, koliko je naprej. Potem nekaj pa tako tisti The Best of, ne, se tudi to šteje, ko daš The Best, tudi šteje verjetno. Ne, Ja, po mojem, ja. Ja. Vsak nosilec zvoka je en album. Ja, tako, ne. Lahko primerjaš te prvotne izdelke pa današnjega, ko so dejansko priredbe, ki zvenijo res drugače kot skladbe takrat. Se vidi, studijski zvok takrat je bil, pač ni bil tako bogat kot je zdaj, ne. Čeprav tam v drugi polovici 80-ih, že z albumom Dio Knapi smo že kar dober zvok, ne. Prva polovica 90-ih, prve dve kaseti, pa mogoče zvok še ni bil čist primeren za zdajšnje čase, ne. Zato pa tudi nekatere skladbe smo potem tudi na novo posneli. Ok, malo zaradi aranžmaja, malo zaradi zvoka, pač malo pa zaradi tega, da jih dejansko oživimo nazaj, ker če star posnetek težko lansiraš zdaj v medije, pa kot single, ne. Če pa na novo narediš, pa recimo še s kakšnim gostom, kot je bil primer, prej so poslušala Mali bogovi, pa La vida gre naprej, tudi v bistvu z gostom bilo, ne, pač na pol špansko zadeva, ne. Ta punca Šohta je pa v bistvu s Hamotom nekako zelo pasal, Hamo pa tudi, ker skladba je prav ta rudarska, res taka spričujoča, ne. In Hamo je pa povezan, ne, z Zagorjem, ker Hamo je Zagorjan v bistvu. Res? Ja, Hamo je Zagorjan, njegova mama je Zagorjanka in on je v Zagorju preživel svoje otroštvo, ne. Super, pa so se preselili v Ljubljano in zdaj ga vsi poznajo kot Ljubljančana, ker dejansko živi kot Ljubljančan, ne. Ampak korenine ima pa tam pri nas, ne. No, v teh letih pa se tudi tehnologija snemanja zelo spremenila. Nekoč verjetno vsi naenkrat v studiu, danes pa je način snemanja drugačen. V tem smislu niti ni toliko razlike, tudi takrat se je posamično snemali, ne samo prej bilo na trakove, ne, ko si posnel, če ni bilo dobro, si mogel še enkrat, ne. V celoti. V celoti, ja. Zdaj greš lahko samo en takt popravljati, ne, pa če je sam ritmično malo kaj zgrešeno, lahko celo poprav, ne, zeditira, ne, na računalniku. Tako da to so razlike, so ogromne, ne. Zdaj ne smo mi tudi leta 2012, mi vedno snemamo že od začetka, snemamo, da bobn, bas, pa kitare, pa klaviature, harmonika, snemamo skupaj, vokalnem poje samo za pač informacijo, da vemo, kje smo. Potem, ko posnamemo, recimo, ko je bobn dober, ne, potem gremo pa sam še poslušati, če je kakšne takte, ne vem, pri basu ali pri kakšni kitari popravljati, vedno je, ali pa kakšno solažo še za posnet čez. Isto klaviature, če je treba kaj popraviti, kakšne takte, pol pa posebej pihalci snemajo, pa spet vsi trije skupaj, ne. Pol pa vokale se pa tudi posebej snemajo, logično, ne. Ampak, smo pa delali celo album, leta 2012, akustični album Repete. Takrat smo pa celo v stilu, tako kot je Bruce Springsteen delal ta akustični album We Shall Overcome, da smo cel band bili v krogu, jaz smo kontrabas, mikrofon, pa na frašterkar mikrofon, akustične kitare, bobne, mogoče, da so bili mačkeno separejo, da niso preveč motili druge mikrofone, ampak da smo vsi hkrati snemali, ne, edin pol pihalci so nas snemali, ker mi smo recimo ob 10 zjutraj ali pa ob 12 začeli, pa do 8 zvečer, ne, pihalci 8 ur bi težko zdržali skupaj, ne, da so oni pol pa nas snemavali, ne, pa že tudi mi smo bili zmatrani, nisem kontrabas cel album snemal, ne, ki je še dosti bolj naporen kot bas kitara in ta prvi dan 8 pesmi, ne, bilo je cirka 8 ur, pa še drug dan, kar 5 ur, še preostalih 5 ali 6 pesmi, ne. Tako da je to kar naporno, ne, ker v bistvu, če cel band snema pa eden nekaj narobe, pol morajo pa vsi, ne, ker to je bil pač tisti album, smo prav posebej šli tako snemati. Drugače pa snemamo skupaj, ampak pa se pa popravki delajo, ne. Snemate na obroke, bi rekli. Ja, tako. Vsi pač snemajo, to je čisto normalna stvar, ker če bi vsakeč posebej šli za vsako napako, pol je lahko to res kar naporno, ne. Kljub temu pa je treba predtem kar veliko voditi. Ja, da si v studiu pripravljen. Ja, to pa je vedno, ne. Včasih smo celo bili bolj pridni in smo bolj pripravljeni prišli v studio, kot pa zdaj. Kaj potem reče tonski tehnik? Ja, kaj če ne, sej. 35 let pa vas moram popravljati, pa kregati. Ja, no, vse ni tu hudo, ne, ampak sami vemo, da smo včasih imeli več časa za vaje in smo prišli v bistvu nadrilan v studio čist na polno. Zdaj se pa še mrske v studio celo, kje spreminjaš, ker še je bilo premalo vaj, ne, da bi, ko aranžma delaš, pa za vsako vajo, kje spremeniš, dodaš. Če je premalo vaj, ne, pol sam pri sebi veš, da nisi čist dodelal aranžma in pa šel v studio, kakšne zadnje popravke, mislim, delaš aranžmajske celo, ne. Naslednja bo Vinska trta, sicer prenovljena verzija z leta 2023.
Ja, 2023 smo naredili, prvič smo dali na drugi kaseti leta 94, ne, Melodije smoga in premoga, tista je bila taka malo bolj hard rockovska, skoraj metalska verzija, ne, in potem se tudi na koncertih ni obnesla in nismo kaj veliko igrali. Potem pa Ivo prišel Vidergar nazaj v bend leta 2016, ker leta 96 do 2016 ga ni bilo v bendu in 2016 je pa prišel nazaj in je pol kar nekaj let fehto, dajmo še ta komad spet začeti igrati, ne. Pa par smo jih res na novo začeli, ne, ampak tega je pa skozi najbolj fehto, pa se nam ni dal, ne. Pa kar naenkrat smo pa rekli, pa dajmo, ne, smo naredili malo drugačno verzijo, malo bolj groovy rock, recimo v tem smislu, malo bolj zibajoči rock in zdaj pa to pravi hit na koncertih in upam, da tudi na radijih, no, da se kaj vrti. Ni na zadnje vse v času Martinovega. Je to sploh, ne, to sploh. Na svetu lepše rosce ni, kot je ta vinska trta. Po zimi špi, spomlad cveti, v jesen pa vince daje. Po zimi špi, spomlad cveti, v jesen pa vince daje. Rožice cvetov, pa tega ne storijo, kar je storila, ravno ta nas je napojila. Kar je storila, ravno ta nas je napojila. Po hričkih je nazajla, lepo je razpeljana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana. Po hričkih je nazajla, lepo je razpeljana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana. Na svetu lepše rosce ni, kot je ta vinska trta. Po zimi špi, spomlad cveti, v jesen pa vince daje. Po zimi špi, spomlad cveti, v jesen pa vince daje. Tu druge rožice cvetov, pa tega ne storijo, kar je storila, ravno ta nas je napojila. Kar je storila, ravno ta nas je napojila. Po hričkih je nazajla, lepo je razpeljana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana, od kmetiča obdelana, od sonca obsejana. Go! Skupina Orlek, Mitja je z mano, 3,5 polnomasno je album, ki ga danes vrtiva. Mitja, kot praviš, skladbe tukaj so priredbe starejših skladb, je tudi kakšna popolnoma nova? Ja, so, ne, že v bistvu
prvi dveh smo poslušali za Trogo pesem in pesem o Savi je popolnoma nova, potem ta šesta na CD-ju, Večer ob Kolpi je tudi, tista bo samo na spletu, ne? Tako. Je popolnoma nova, pa Na morje je popolnoma nova, pa Potujoče božično darilo je tudi popolnoma nova. Se pravi, 5 pesmi je popolnoma novih. Tako da gre za kombinacijo starejšega in novega materiala. Ja, tako. Kot si prej že rekel, skladbe so dejansko dane neki sodobni čas, je danes težko skladbo preobleči. Glede na to, da ste jo leta 1996 slišali tako, danes pa slišite drugače. Ja, tako je. Nekatere, ko smo tiste, ki smo igrali, ne, smo jih v bistvu skozi sprot malo spreminjali, pa se je zasedba malo menjala, pa je prišel nekdo drug, pa je nekaj spremenil, nekaj na novo dodal noter, pa če je bilo v redu, smo pač to sprejeli. Ne. In nekatere so se tako spreminjale, nekatere, da jih nismo igrali toliko let, pa smo jih pol na novo najdli neko idejo prearanžirati. Ne. Večinoma so pa take, da so zoreli, ali pa recimo smo naredili, ki jo nismo več že igrali, pa smo naredili akustičen album, pa smo za akustiko spremenili aranžmajsko in pa smo ugotovili, da mi jo lahko tudi za te knap and roll koncerte, ne, tudi lahko aranžma podoben akustičnem aranžmaju pripravimo tudi z električnim kitaram in tako. Ne. Tako da bolj ko ne so stvari same po sebi bile, razen kakšna stvar, ki je pa res tako, ki je bilo prej La vida gre naprej, ki je Ariel Cobrija prearanžiral čisto v salso po kubansko in tudi z nekaterimi kubanskimi glasbeniki, tam so večinoma oni igrali, mi smo bili bolj kot gostje zraven pri parih stvareh. Pa recimo tudi eno, ko bomo bolj na koncu slišali, ne, Adio Knapi, ko smo pač DJ Džamirko, ki je naredil elektronsko podlago, ne, za to pesem, ne, tako da za to verzijo. Ne. Kar smo hoteli, je nekaj čist drugačne. Pač kakor nam v nekem momentu klikne. Ne, tako. Ste pogosto presenečeni, ko najdete neko skladbo na enem starejšem albumu, pa si rečete, ta pa bi danes dobro zvenela. Ja, marsikakšna skladba še je takšna, ko bi si jo še želeli na novo narediti, ampak vse kar veliko smo jih teh iz sence recimo potegnili ven in naredili kot single in so zdaj nekako celo poznane v slovenskem prostoru. Ne. Je pa še vedno kakšne skladbe so, ki bi jih radi oživeli, ne, mogoče. Ja. Je pa na tem albumu, kot lahko poslušalci že slišijo, tudi kar nekaj sodelovanj z različnimi glasbeniki, prej smo že rekla Vlado Kreslin, Ariel Cobrija, Hamo. Ja, naslednje sodelovanje je naslednja pesem, ki jo bomo slišali, Moja boginja. Ta je drugače, v originalu smo jo posneli leta 2004 na albumu Orlek Express. No, zdaj smo pa posneli novo verzijo, pač z lepim trobentaškim solotom noter vmes in pač precej bolj taka spevna verzija, ne, koncertno res uspešna. In zdaj smo pa posnetek še delali, ne, smo pa rekli, da bi pa ga popestrili na več načinov in ena stvar je bila tudi ta, da je bil glasbeni gost, ne? Mislim, pevski gost, kot duet, Jernej Dirnbek Dimek iz Mi2. Smo rekli, tukaj bi pasal en tak domač glas. Ne? In dejansko je lepo sedel tukaj ta njegov glas v tej pesmi. Pol pa, ko smo jo hoteli pa dati še na YouTube, ne? Smo rekli, da ne bomo dali spet sam sliko, ne? Ko smo jo kakšno staro sam sliko dali, pol ni ogledal, Se ne premika. Se ne premika. V bistvu enostavno si zgubil poslušalca, ker jim nisi ponudil nekaj novega, ne? Zraven in da je tudi video nov in smo video naredili, pa smo pol tuhtali, kaj bi smo rekli, da želimo z umetno inteligenco. In je naredila umetna inteligenca, samo se matrali, ta poba, ko nam je delal in Škofjeločan, ki sicer živi zdaj na Švedskem, se je kar nekaj namatro, da je bilo dobro, ker so kakšne like ni tako naredili, kar smo si mi želeli, ne? To boginjo ni bilo v vsaki kadru takšna, kot smo si mi želeli, ampak pa se je kar malo popravko naredili, ali pa kakšni lik, kakšne premiki rok so se včasih malo popačili, celo obraza smo mogli paziti, ne, da so se tisti kadri popravili. Tako da na koncu so bile dobre kritike, seveda eni so a priori proti, saj tudi jaz nisem za takšne stvari, ne. Mi smo vedno na tour band, ne, ampak vedno smo pa tudi smo šli s časom naprej, ne. Konec koncev, tam v prvi polovici 90-ih smo bili prvih 3 bendov, ko smo imeli svojo spletno stran, ne. To je bila tudi takrat neka revolucija, ne. In smo bili med prvimi 3, ne. Potem tudi, ko smo začeli obveščati medije, smo bili tudi, če ne celo prvi ali pa med prvimi, ko smo začeli medije obveščati preko e-mailov pa tako, ne. Tam to je bila pa že druga polovica 90-ih recimo, ne. Tako da smo vedno nek ta sodobni čas spremljali in tudi konec koncev, ko delaš nove posnetke, nove albume, moš tudi zvokovno s časom imeti mačken naprej, ne. V tem videu so že govorili o telefonskem pogovoru in takrat, če se spomnim, sem dejal, da meni izgleda tako preveč idealen, malo kičast. Ja. Mogoče ti so pravo nasprotje skupine Orlek. Tako, in vidim včasih kakšen plakat po Ljubljani, ne, pa rečem, ta mi je pa znana, ne, seveda, z umetno inteligenco so ga naredili in je ženski lik zelo podoben našemu liku v tem videospotu, ker je to umetna inteligenca sama kreirala takšen obraz in to, ne. Pa zavrtiva kar Mojo boginjo.
Moja boginja je vasi doma in eko kmetijo pod hribom ima. Svoje boginje nikomur ne dam. Ljuba je meni in rad jo imam. Moja boginja je lepša od vseh in vedno me spremlja na mojih poteh. Njeni pogledi so modro nebo, njeni nasveti so čisto zlato. Moja boginja pod lepo goro briga za moje telo. Hiša polna domačih dobrot. V kaši so žita, v kleti pa so. Srca, ona pa žulje, ta prave ima. Mitja iz skupine Orlek z mano vdaje Radioaktivno, 3,5 polnomasno je album, ki ga danes vertiva. 12 pesmi je na albumu. Imate danes kaj težav, ko izbirate repertoar za koncerte? Pa, ne vpraši. To je skoraj tepeš v bendu. To je bil vedno, ne? Ker vsakim novim albumom, ne, je vsaj pol benda so hoteli, da kar vse nove noter damo. Ne? In sem zmeraj rekel, to je težko, ker ljudje jih ne poznajo. Ne? In dejansko smo veliko naredili, pa smo naredili album 10 pesmi ali pa celo 12 in smo jih kar naenkrat 5-6 noter dali novih, ne? Pa stare, kakšne poznane, pa ven. In je kar naenkrat padel ritem koncerta. Ne? Mislim, ni bilo te dramaturgije več. Ne? In pol sem nekje jih uspel prepričati, da smo zmerni, čeprav smo tudi letos, zdaj smo z majem začeli koncerte, smo 3 dali kar na novo. Ne? Noter Zlatorogova pesem v Savi, pa skladbo Na morje smo kar dali v program in smo
so uspešne, so take, smo jih čutili, da bojo lahko hitro ljudje, tudi če je ne poznajo, da bojo hitro zagrabili, no, tako po domače. In so dejansko so uspešne, seveda se še pozna, ki še ne poznajo, ampak recimo Zlatorogovo pesem je refren tako himničen, da ko ga enkrat slišijo, ta drugič, ta tretjič naprej ga že pojejo zraven. Ne. Tudi Na morje je zelo uspešna, ne, zelo je taka dober tak drive očitno, da paše in da je odlično odziv nazaj. Celo tudi pesem o Savi, no, je tudi uspešna, ima dober tak simpatičen ritem, tako malo bolj zibajoč, ne. Tako da so vse tri, ki smo jih dali noter, zelo dobro uspešne. Tako da toliko uspešno 3 nove naenkrat, še ne vem, če smo jih že dali v program. Hočem reči, da to je drugače zmeraj problem, ne. Ker eni bi pač se ne želijo starih pesmi, ne, ampak publika pa hoče in ti pridejo, mi všeč, ker ste veliko starih igrali, ne, teh hitov vseh, ki jih poznajo. Seveda je pa nekaj tudi novih in to je pa tudi všeč, sploh pa tisti, ki nas večkrat spremljajo, ker je kar nekaj ljudi, kar vsak let na več naših koncertov pride, ne. In jim je pa všeč, ne, da smo nekaj novega, jim je všeč, da ste stare, seveda radi pride to poslušati, ampak da je zmeraj kaj novega tudi noter, ne. Milja, kateri je najbolj nenavaden kraj, na katerem ste, oziroma v katerem ste igrali? V teh letih, kot si dal vse koncerte? Ja, mogoče Lahore, Pakistan, ne, to je bilo pač posebnost, ne, tudi sama ta pač okolje, ne, čist nekaj drugega, ker recimo najbolj nenavadni so za nas to je okolje, ne, se drugače tudi verjetno, da je tudi v Sloveniji kakšen nekaj posebnih placov bilo, ne, ko imaš res nek posebno vzdušje, ne, ampak zdaj se me presenetil in ne morem kar nekaj izlušti iz spomina, ne, kaj bi bilo tisto nekaj posebnega, ne. Ste kdaj igrali v Rudniku? No, v Rudniku pa ja, to pa smo igrali pa v Rudniku Mežica parkrat. Že. Mislim, da je vsaj 3, celo eno poroko. Mislim, da smo eno od teh 3 ali pa 4 koncertov, ki smo v tem Rudniku igrali, je bila ena od tega poroka. So nas prav za poroko povabili, Rudnik Mežica. Tam se da, tam ima tako mini koncertno, taka dvorana, no, mislim, naravna, izkopana. Ne. In je kar, mislim, da je tam do 150 ljudi spravijo noter in delajo koncerte. In mi smo bili seveda prvi, eni izmed prvih ali pa celo prvi gosti. Pa smo se vsakih nekaj let ponovili in letos smo se glih nekaj pogovarjali, da mogoče, da bi celo proti koncu leta letos pač šli v Rudnik. Pa v Rudnikih smo tudi snemali videospote tudi že, ne. Prav koncert je pa samo v tej jami, se mi zdi, ne. Ob 35. rojstnem dnevu imate tudi kar nekaj koncertov, epilog pa vse skupaj dobi 5. oktobra, če se ne motim. Ja, kar nekaj koncertov, zdaj tukaj vam najbližje sta 2, že drug teden, prihodnji teden v petek, 21. junij, Soboški dnevi, v Zuni, ne, pred gradom. Ja. Mislim, da skupaj z Bigfoot Mama imamo zvečer koncert. Mi bomo začeli ob 21.00, se pravi ob 9. zvečer, tako da pridite zgodaj, ne, da ne boste zamudili. Pol blizu je tudi Maribor Lent, ne, 24. junij. Zdaj druge pa verjetno ne bova naštevala, se vsak lahko po spletni strani naše pregleda vse koncerte na www.orlek.com, si lahko gleda, kje igramo in si zbere koncert, na katerega bo šel. Bomo tudi v domačem kraju, ne, osrednjih koncertov bomo imeli 2. avgusta, ampak ta osrednji za 35-letnico bo pa 5. oktobra v Kino Šiška. Tam pa bo tudi s kakšnimi gosti. Bo kaj morja, kaj naslednja bo na morje? Ja, morje bo, čeprav je zelo klavrno letos, ne, ampak mi smo posneli eno skladbo, ki je tudi na tem CD-ju, ne, na morje, nova, z gostjo Majo Predatorijo. To je bolj znana kot slovenska Amy Winehouse, ki mogoče so jo tudi kaj zasledili kdaj, ne. In posneli smo tudi videospot, ki ravno izšel te dni, danes, jutri, izide. Ta skladba bo zdaj singl, upajmo, da bo tudi hit, da bo to poletni hit leto za letošnje poletje. Napokave kufre in adijo za gorje. Odpeljem te ljubisa, gorče strojane, boš kmalu na soncu. Če fičo ne obstane. Na plaži ti bom šepetala, še malo me namaži, odplavala bova stran od obale, v pesku pa bodo brisali.
boš ljubica stisnila k sebi, z očmi vprašala, a bi ali ne bi. Ja, veš, da bi rad, le vrata zaklenem, potem pa se ljubica s tabo delem. Zmrzujem in čakam poletje, se veš, kako rada imam pivo in cvetje. Greva na morje za 2 do 3 dni in vrneva se do zagorske noči. Na morje skupine Orlek. Mi ti še eno stvar smo pozabili povedati, ko govorimo o Orlekih. Kdo je danes v zasedbi? Ja, večinoma ljudi zanima, koliko jih je še iz originalne zasedbe. Ne? To je prvo vprašanje, ne, ponovadi. Iz originalne zasedbe nas je še kar neki. In sicer smo 4 ustanovitelji, se pravi Vlado Poredoš, pevec, kitarist Ivo Vidergar, pa mi z bratom Jure Tori, pa jaz Mitja Tori. Mi 4 smo ustanovitelji. S tem, da je tudi pozavnist, sicer on ni snemal še prve kasete, ker takrat za snemanje smo imeli pač, oče je že bil trobentač, pa je snemal, pa smo pozavnista, pa saksofonista dobili druga, da so nam posneli, potem pa da nista hotela na koncerte, ne? Ampak je Ečo Matko, ne? Je pa pol začel s koncerti zraven, tako da je v bistvu tudi on še praktično iz tistega začetnega obdobja, ni čist iz leta 89, ampak je iz leta 92, ko smo na koncertih začeli s Pihavci, ne? Ker Pihavci so začeli, ko smo prvo kaseto izdali leta 92, Funšterc in Jetrnice, in je v bistvu iz prve pihavske zasedbe, recimo temu. Ne? Tako da je tudi še eni začetne zasedbe, 5. Potem je pa tako, ne? Sej saksofonist Kristjan Adamle iz leta 2005, mislim, da je prav spomlad ali celo junija 2005, da je bil prvi koncert njegov v Novi Gorici, mislim, da se vsi spomnimo tistega koncerta, ki je bil prvič zraven in je še zdaj, ne? Je že tudi 19 let. Ja, tako, ja. Tako da tudi ni iz prve zasedbe, ampak je ta drugi saksofonist. Ne. Zdaj pri drugih inštrumentih je bilo malo več turbulenc, ne. Kitarist, drugi kitarist, ne. Poleg Ivota je zdaj Vladotov sin, se pravi Pevčev sin, Samo Poredoš. Ta je pa prišel, ta je zadnjih prišel, mislim, da 2 let nazaj v band, pred 2 leti. Bobnar je zadnji prišel, David Slatine, ko je lani januarja prišel v band. Pri bobnarjih smo imeli največ menjav, to je bilo veliko več kot 2-3 letni noben zdržal, razen ta prvi bobnar, ki je bil prvih 10 let. Ne. To je zdaj on, zdaj pa ne vem, smo še koga pozabili. No, trobentač, ne, trobentač je pa v bistvu, je pa en odličen trobentač, no, ko je najin oče je umrl takrat, ki bo dolga leta v bendu, leta 2012 in potem je postal trobentač Jan Adamek. On se je celo preselil v Zagorje, zato da je bližje bendu, ne. Tako da on je pa odličen trobentač in je zdaj tudi že od leta 2012, pa že prej, ki je bil oče bolan, je že v 2009 naprej malo pomagal, ne, v bendu, je bil en izmed tistih 4-5 trobentačev, ki so pomagali, kadar je bilo potrebno. Pa je pa on tisti bil, ki je ostal v bendu in res najboljši od vseh. Eno leto je prekinil polomestno, ker je imel tukaj res z družino, pa vse tukaj, pa takrat je še stanoval v Postojni, ne, in je bilo malo mu težko vse skupaj, ampak je malo prišel nazaj, tako da zdaj je spet v bendu. In evo, to je ta zasedba. Tako da neki na nekih točkah so tiste bile menjave, kar pogoste, ampak večinoma je pa kar trdna, stabilna zasedba dolgoletna. Ne. Vidim, da ste album izdali še na fizičnem nosilcu zvoka. Ja, poleg zdaj že na teh elektronskih platformah, ne, je album tudi fizično, še vedno na koncertih ljudje radi pridejo in kupijo CD. Pa nekaj je, pač nekaj za v roke prijet, ne, pa da imaš lahko seznam pesmi gor, ne, tako da še vedno je, v avto se ga še zmeraj da poslušati, tudi doma še ima kdo kakšen stolp ali kakšen CD player, čeprav računalniki so že čezdalje težje dobiti računalnik z ga skoraj ne dobiš več. CD predvajalnikom, ne, tako da, ja, ampak mi smo še dali vedno, vse še večinoma še mislim, da bendi še kar dajo. Kot vizitko.
bolj ali manj. Kot vizitka, ja, skoraj tako že, ja, tako. Verjetno pa se da album dobiti tudi na vaših koncertih. Na naših koncertih se ga da, ali pa če nam kdo po mailu piše, pa po pošti potem. Za konec radijskega dela vrtiva še eno, in sicer bo to Adijo knapi z rudarsko godbo Hrastnik in Džamirkom, ki si ga že omenil, da je vse skupaj malo bolj elektronsko. Ja, to je tako, v Hrastniku so praznovali okroglo obletnico, pa se zdaj ne spomnim koliko, 2 leti nazaj, okroglo obletnico rudarjenja, in je župan vsem društvom kulturnim rekel, da so na voljo neka sredstva, da kdor bo kaj zanimivega pripravil na temo rudarjenja, da bo to imel čim širši odmev, ne samo v Hrastniku, tudi če se da še širše, ne, po Sloveniji, ne, da se pač to promovira, ta rudarjenje v Hrastniku, ne, in je dirigent Hrastniškega orkestra me je klical, da bi to naredili. Jaz sem rekel, sam tako, ne, da tako smo takrat naredili leta 95, ko smo mi to odigrali na svoj način, kot rock band, pa pol plehmuska na konc, ne. To se mi zdi, da bi bilo dolgočasno, ne, ni smiselno narediti. Moramo narediti nekaj posebnega. To mi je takoj, ko so v telefonskem pogovoru, mi je takoj kliknilo, da mora to tako biti. Sem rekel, sam točno kaj pa, to se bomo pa malo razmislili zdaj, ne. Pa tudi sem rekel, tukaj bomo potegnili neke stroške za sabo in bo to malo več, kot pa v tem budžetu tam, ne. No, ampak glede na to pol, kako smo projekt predstavili županu Hrastniškemu, ne, in dejansko tudi je zadeva bila odmevna na konc, ne, je bil takoj za stvar in smo pol to realizirali in naredili video spot tudi. Ta samo glasbo, ne, smo pa rekli, da bo tukaj drugače, smo vabili DJ Džamirkota in on je naredil ta pač elektronski ritem in bas in to je naredil, vse druge inštrumente so se pa igrali potem, ne, klavir, kitare, vokali, normalno plehmuska odigrala svoje, ne. Ampak še eno stvar smo dodali, nisem to sprememba, to, da je orkester nisem na konc, da je že v skladbo upleten, ne, že vmes, in da je v bistvu ena kitica je zamenjena, ni tista originalna, ampak je rap. Ker naš saksofonist Kristjan, ki sva ga prej omenjala, ne, je tudi v njegovi osnovi je reper. In on je v bistvu naredil rap, besedilo za tisto kitico in odrepal in tudi zelo dobro naredil. V studiu je ta Drago Popovič, producent, rekel, da ne pozna slovenskega reperja, ki bi tako dobro to naredil, ne, tako dobro odpel, pa iz prve, ne, in da je res dober. No in v glavnem in smo pač to naredili in tako popestrili zadevo na čist drugačen način, ne. Seveda na koncu izvoz je pa spet tisti klasičen z rock kitaram in z bobni, z inštrumenti, ki jih mi igramo, ne. Je pač ta elektronski pač pa zmiksano ta uživo, ki smo igrali pa elektronsko, ne. Za konec radijskega dela, torej Adijo knapi, ena vaših najbolj popularnih skladb, ja, za katero pa umetna inteligenca ne vem. Ja, mogoče so to bolj iz prvega obdobja, ne, starejše skladbe, ne, ta je bila iz leta 95, ne, in dejansko, ne ve, tudi, ko so Lipe cvetele, je tam že tudi krepko več kot 20 let tega, kar je bila izdana, ne, in mogoče je tudi so to razloge, da je umetna inteligenca tistih starih še ni toliko zapiskov in je pol ima več zapiskov na spletu je od teh novejših skladb, ne. Skladba se da v eter, Mitja, hvala za radijski del pogovora, od poslušalcev se poslavljava, ostajava pa na spletu. Ja, z veseljem še naprej poklepetava za splet, ne. Samo nekaj let je še ostalo in gver se bo zaprl. Za njim ostal bo spomenik na trgu in ob njem zarustan hund. Domfrca ne bo vozila kolma na štacion, ampak bo utrujena krasila noisen von. Stoletje rod za rodom bliže v to zemljo. Tam je smo cotek, cuk in štrom. Stoletje rod za rodom preklinja po zemljo. Kolma več
tečen koder ni, z njim odšel si tudi ti. Malo ostalo tistih je rok, ki vlekle so hunte iz jame na hof. Te roke so že stare zdaj, men zategle kukr prej. Kufilale fabrike so, ko zemlji so trgale črno zlato. A stisneš jih lak še tukaj pri nas in knapom pogledaš v oči v obraz. Kako je bilo časa, da to ne povej. Želim si, da te vprašaš še kaj. Vsakič, ko tako mati gram, vedno rad se spomnim nan in grobih besed, pod katerimi se je skrivalo mehko je knapa srce. 200 let je rozaro, bliže v to zemljo. 200 let je rozaro, preklinjal pod zemljo. Skozi vaško bole bahtar hodiš, skozi gezenke v obleko prepih. Nihče ne bo več hunto rajdal in nihče po hofu klil. Pesem krampov bo zamala in kamerati se bojo razšli. In ko zadnji zaprav se bo na Britov znajdo, z njim umrl bo še spomin. Skupina Orlek, Mitja ostaja z mano, 3,5 polnomasno album, ki ga danes predstavljava. Tokrat ste naslovnico albuma naredili v sivo belih odtenkih, seveda pa z vašim znanim logotipom, ki pa ima zeleno barvo. Zeleno-črni logotip, ja. Tako. Ja, to je naš logotip, mi imamo nekako dva zaščitna znaka. Ta logotip je že čisto od začetka, že tam nekje z albuma Adijo Knapi, mislim, da je, pa nekje sred 90-ih je že ta logotip zrisal en slikar v bistvu in je značilno za njega pač ta prepletanje zeleno in črne barve in tudi ta črta zelena, ko je na sred L, ne, škorn. Na škornju. Škorn, ki je zelena črta, ki je tudi značilen za te škorne, ampak ko gleda en knap mal ven, ne, iz tega škorna in to je naš logotip kot Orlek napis, je pa tudi neka maskota, recimo temu, ne, kot mogoče tisti logotip, je pa Perk Mandelc, ne, ki smo ga že omenjali, da so tudi kip naredili v Zagorju po tem liku in to sta dva naša zaščitna znaka, pač vizualna. Ne. Danes Rudar več ne gleda iz Škornja oziroma Jaška. Ja, iz Škornja še gleda. Ne. Iz Škornja, ja, ampak z Jaška pa danes več ne. Z Jaška ne, v Zasavju se ne koplje več, tako da so rudniki boljše v turistične namene, predvsem v Hrastniku, tam imajo še ta jamatlon, temu reče, nek laufanje, pa ne vem kaj se imajo. Tam je več dogodkov, par dogodkov letno takšnih rekreacijskih in za neke turistične namene malce je ta jama pač nekako očitno primerna. No. Tako da v Zagorju pa ne vem, tudi naj bi se govori nekaj, da bo en del, en rov naredili, ki bi bil pač za turistične oglede. Ne. Če pa tako pogledamo skozi vso vašo zgodovino, pa ste na vseh poskrbeli za dobro celostno podobo izdelka. Ja, vedno smo pač, ta nit naša je rudarstvo, ne, še vedno je rudarstvo. No, če se pregovori o teh turističnih zadevah, muzeji ostajajo, vladajo celo kustos muzeja, oziroma ne vem, kaj se temu reče, pač on v muzeju dela, sprejema ljudi in razkazuje muzej. V
Kisovcu v Zagorju v bistvu. Ne. Tako da to je v Trbolah imajo celo virtualni muzej, ne, tudi celo četrti Dritl. Ne. Tako da se ta tradicija ohranja in tudi mi s svojim že z logotipom in z maskoto Perkmandeljcem, pa tudi konec koncev z glasbo, še vedno so neke rudarske korenine v besedilih noter nekaterih pesmi. Se nikoli čist ne odmaknemo od tega. Ne. Še vedno, čeprav delamo nove stvari z drugačnimi besedili, že ko ni več tako direktno povezano z rudarstvom, kakšne skladbe pa še vedno. Ne. Mitja, sedaj, ko ste na sceni 35 let, ste že prejeli kakšno priznanje za svoje delo? Ja, kar nekaj. Bile so, mislim, da je Maršov Gojzer, to je Radio Marš, ne, študentski radio Maribora so nam podelili, potem Zlata ptica Liberalne akademije, to je bilo tam sred 90-ih, potem 2 zlata petelina in sicer za album Salamurca, pa najboljšo rock pesem tistega leta, 98, mislim, da je to bilo na KUM, to je bilo takrat, pa tistih petelinov ni bilo, ne vem, se je še par let podeljevalo, ampak pol ne več. Potem pa nekaj je bilo priznanj občinskih, ne, smo dobili, že za album Adijo Knapi smo dobili priznanje občine Zagorja, ne. Potem nekaj je bilo teh občinskih, smo jih dobili kot posamezniki za kulturo, Vlado je dobil, pa Jure, harmonikar, klaviaturist, pa jaz sem je tudi dobil 1-2 leti nazaj. Tako da to pa ne smemo prezreti. Mislim, da je zdaj pa lansko leto, ne, predlani celo bilo, tudi 2022, je Vlado dobil Ježkovo nagrado RTV, ki jo podeljuje RTV. Mislim, da je to kar tudi lep kompliment, ne, ker to je pač dobijo neki glasbeniki, pesniki, ki so res nek pečat pustili s samimi besedili in pristopom do glasbe in besedil, kot je tudi Ježek. Tako da to so kar taka lepa priznanja, kar nekaj teh priznanj in mislim, da smo lahko ponosni na ta priznanja. Ne. Ja, na zadnje je v besedilih, v vaših besedilih slišati veliko te lokalne tematike, povezane z zgodovino, rudarstvom in vsem tem. Vse to tudi, ja. Tako, Vlado je še vedno glavni tekstopisec, čeprav z zadnjimi albumi, ne, smo vedno tudi glasbo, čezali več delali bendov, ne, Ivo dela, pa Jure, pa še kdo drug, pa besedila tudi Kristjan v zadnjih letih dela, ne, pa vedno smo še tudi kakšnega pesnika iz Zagorja, recimo Metod Čebašek, pa Nande Razboršek, ne, tudi moja boginja je Nande Razboršek, pa to na morjih smo prej slišali Rudi Medved, on je sicer bolj zdaj v političnih vodah, ne, ampak je tudi vedno bil mal pesnika, ne? V svojih časih je imel še malo več časa pisati pesmi. Naslednja bo Večer ob Kolpe, Belo krajino gremo. Ja, Bela krajina, Vlado ima neke lepe spomine in sta z bivšim kitaristom Bojanom Bergantom to naredila. Bojan je naredil glasbo, Vlado besedilo in sta tudi na CD-ju to sama odigrala in odpela, samo ona dva. Čeprav Bojan je že bivši kitarist, je kljub temu zdaj še na tem albumu kot gost pri tej skladbi. Večer se bajke zbudijo, veter z gorjancev poda se na pot, smukne igrivo, zavije v dolino, skozi stelnike mlade pa prapročumi. Ptice zaspijo, jih noč umiri, dežela pa tiho zaspi. Breze in logi tiho šume, nad nama pa zvezde na nebu žare. Sediva ob reki, se peče krompir, svetloba plamenov krasita večer. Kolpa pa teče skozi kraje in čas, znova je mlad njen obraz. Čarobno z večera mi greje srce, tebi pa veter kuštra lase. Mesec na nebu se nama smeji, kolpa pa tiho v noč govori. Reka pa tiho v noč govori.
freze in logi, tiho šumi, nad nama pa zvezde na nebu žare. Sediva ob reki, se peče krompir, svetloba plamenov krasita večer. Kolpa pa teče skozi kraje in čas, znova je mlad njen obraz. Čarobnost večera mi greje srce, tebi pa veter kuštra lase. Mesec na nebu se nama smeji, kolpa pa tiho v noč žubori. Reka pa tiho v noč žubori. Večer ob Kolpi skupine Orlek. Mitja, kako ti gledaš danes na slovensko glasbeno prizorišče? Ja, so razlike, ne, od takrat pa do zdaj kar precejšnje. Tudi takrat ni bilo enostavno splavati na površje in postati recimo temu popularen, ampak kljub vsemu mislim, da je bilo precej bolj drugače, ker je še vedno je bilo več radijih, podobno kot je še zdaj, ko so imeli glasbene urednike, ki so glasbo dejansko izbirali, ne, in je praviloma so uredniki izbirali, imeli nek okus za glasbo in izluščili tisto boljše ven, ne. Zdaj pa v bistvu se mi zdi, da kar bolj biznis deluje, ne, tisto, kaj se mora vrteti, kaj je zaradi tega, ker se nekaj tam koristi tam, ne, kaj je v bistvu tisto, kar biznis narekuje, ne. In potem v tem biznisu pol prideš, mislim, dobiš drobtince pol, ne, zraven prideš, govorim predvsem o mainstream medijih, ne. Radijske postaje so sploh značilne, da je to ratal kar umetnost, da te vrtijo, ne, da si, sploh pa da si redno v etru, ne. Včasih je bilo to drugače, zato je bilo tudi čas malo lažje ratati z tega vidika popularen, ker so te radiji, če si imel dobro glasbo, vrteli in avtomatsko so to ljudje slišali in je bilo to že kar nekaj za bend, ne. Zdaj pa v bistvu moraš pa biti aktiv na teh socialnih omrežjih, pa ne vem kaj vse, da dejansko prideš do ljudi, ne. Praktično moramo veliko delati po tej direktni poti, ne, ker preko medijev razen nekaterih, ne, pridemo zelo redko v eter, ne, in tisti je premalo, da bi postal popularen, da bi neka pesem bila hit lahko, ne. Je danes potem še težko narediti neki hit? Ja, težko, je težko. V primerjavi, ja, ne vem, 20 let nazaj. Ja, je razlika, je težje narediti hit, sicer se tudi da, ne, ampak zdaj, če te res mainstream mediji začne neko skladbo redno vrteti, potem to lahko recimo rata hit, ne, drugače pa lahko rata neka poznana skladba mogoče, ne, ker se bo dosti vrtela po socialnih omrežjih, pa tam jo bojo slišali, pa tam, pa nekje iz vseh koncev, ampak ne bo pa to butal iz vseh radijskih postaj, kamor prideš, ne, ker se veš, kako rata popularna pesem, si jo slišal tukaj, pa si bil v trgovini, pa si jo spet slišal, pa si z avtobusom peljal, pa si jo spet slišal, pa si bil v gostilni, pa si jo spet slišal, pa si pa že CD kupil, ne, pa šel pa že na koncert, zdaj pa tega ni, ne, zdaj pa moramo bendi, poleg vsega tega, da na radijih probamo čim več intervjujev, televizije, videospote delamo, moramo pač preko teh elektronskih in socialnih omrežij biti zelo aktivni, da smo nekako prisotni, ne. Ja, kot vidite, ste vi prisotni na družabnih omrežjih, imate pa še tudi svojo spletno stran, kar je zelo redko. Ja, nekateri, ampak jaz sam po sebi vem, če nekaj iščem, veliko lažje neke spletne strani, neke informacije najditi, kot pa na Facebooku, ko nekaj zapišejo, pa to gre, pa se kar odmika, ne, in pol to ni več, ne, razno tistem osnovnem biosu, tistih par besed, ne. Tako da tukaj spletna stran jo posodabljamo, vsako novico, ko jo damo, no, ne, nov single, nov CD, karkoli, ko damo v medije, takrat tudi objavimo to na spletni strani in na vrh zadnja novica takrat v tistem delu, ne. Potem je povezava na videospote, ne, na YouTube, potem je direktno na Facebook, ne, in je zelo aktivna ta naša spletna stran, ne, in koncerti ažurirano objavljeni, ne, na vrhu, zadnje leto pa tako naprej, ne. In to je v bistvu, se mi zdi še zmeraj zelo pomembno, pa diskografija, kot ne, imaš ti tukaj leta albumov, če ti na Facebook objaviš, ne, z 5-letno ben tistega albuma je več videl, greš pa na spletno stran, boš pa vse diskografijo najdel na naši spletni strani in ko klikneš gor, boš prišel na vse katere pesmi so z avtorji vred in vse drugo, vse te podatki, ki so tudi na tem CD-ju, ne, so tudi na spletni strani zraven, ne. Tako da naša spletna stran je iz tega vidika precej informativno
bogata in tudi mnogi otroci ali pa najstniki, srednješolci delajo kakšne seminarske naloge, večkrat pridejo kje prosijo še za kakšno stvar, delajo kakšne seminarske naloge v nas. Ne. Ja, kajti na spletni strani je res veliko informacij in tudi jaz sem si pomagal pri pripravi tega intervjuja s spletno stranjo in danes tudi z umetno inteligenco, ampak vidim, da umetna inteligenca kljub temu, da navaja vire, tudi vašo spletno stran očitno še ni vsega akceptirala, pa prenesla svoje baze. Ja, tudi na tej spletni strani je zdaj seveda več podatkov o teh skladbah, ki so v zadnjem obdobju bile izdane, ne? Malo manj pa v tistih, ko so bile leta 95. To je tudi res, ne? Da je tako. In seveda umetna inteligenca sam sešteva številke. Ne? Tam ni nekih drugih občutkov, tam je samo seštevek vsega. Ne? Še niti dovolj pametno. Tako. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Nakum. Z leta 2022 je ta preuredba. Prva izvedba je bila leta 1998, no ta je mogoče še najmanj drugačna, je zelo podobna aranžma, kot je bil, je še mogoče najmanj drugačna od tistega originala, ampak če smo jo hoteli na radiju lansirati, da se še vrti, ker skladba je še vedno zanimiva, da jo radi vrtijo, smo jo naredili z novim zvokom, ne, in smo pač to čisto tako naredili. Pa konec koncev, da jo imamo na CD-ju, ker tista založba, ki je takrat to izdala, ne dela več CD-jev in CD-jev tudi polnatisov ne dela, ne, starih ne več in enostavno drugače ne bi mogli več na CD-ju dobiti. Ne. Zgodaj sem stal, stvari v rucah zmetal in jo mahnil direktno na kum. Nim cementane šlo, megla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib. V prve rajde stopiham, si rokave zaviham, lepo časi orijem navzgor. Nikjer ni konca teh raj, za vsako moje ovik, na koncu gozda zagledam Dobovc. Skozi vas Prešerno grem, se naokrog ozrem, po noči nekdo je škarfo razbil. Se je preveč veselil, malo spoti zavil, sicer pa glavno ostal je živ. Vse name omamlja in vsak prst me oblaje, s jo pa makam veselo naprej. Čez pot so srne skočile, se v hosti skupile, na Lontožu sem drugič počil. Le mal poti je ostalo, telo je vodo oddalo, mogočne spreke štrlijo nebo. Še zadnji pukel prehodim, kopnik dan ne pohodim, tako prispel sem končno na kum. Takrat pogled se razlije, oster veter zavije, na pan odpre se modro nebo. Sam na vrhu stojim in v dolino strmim, zreš petlino iščem svoj dom.
Na Kum in skupina Orlek. Mitja, kakšna je razdalja med Kumom in Orlekom? Zdaj po kilometrih, točno ne vem, recimo po cesti, če bi šel, bi rekel enih 10 kilometrov, moče 12, tam nekje. Ne. Kaj pa po višine? Tiste pa, če je Kum 1200, pa ne vem, 48, Nekaj takega, ja. Orlek je pa okrog 350, se pravi razlike 900 metrov. Ne. Kar nekaj. Ja, samo Zagorje recimo je pa na 250, ne, tako da Kum je od nas 1000 metrov višji približno. Ne. Tako da treba imeti za Kum veliko več kondicije kot pa za Orlek. To pa je res, ja. Gremo večkrat, tudi z družino pa tako da je Kum je kar taka priljubljena destinacija, malo po hosti gor če set. Je pa treba imeti za koncert Orlekov kar nekaj kondicije. Ja, to je vedno dobrodošlo, ker mi se zdaj zlaufamo gor po odru. Pa konec koncev tudi, če greš, zdaj nismo bili v nekih turnejah po tujini, ko si greš v tujino na turnejo za 10 dni ali pa 2 tedna, je tudi poleg koncertov veliko enega dogajanja, pa veliko se hodiš, daj kaj si kakšne proste dneve, še kaj si ogledati, pa to pa veliko vožnje je. Ne? In če nisi fizično dobro pripravljen, tudi ni enostavno. Zdaj v bistvu, zdaj to itak ni bilo problem, ne? Ampak zdaj pa Vlado je pa že, konec koncev je že upokojenec, ne? Čeprav je zdaj delo Dubo, ne? V muzeju dela, ne? V Rudarskem muzeju v Kisovcu, prav da je zdaj, ki je v penzionisti, je službo Dubo, ne? Je še vedno aktiv, ne? Pa kljub vsemu, ne? Je take stvari pa treba malo drugače gledati, kot pa pred 20-30 leti, ko je bil Vlado tudi še 30-40 let star, ne. Orlek avtobus še imate? Ne, to je bil, v bistvu takrat tudi ni bil naš, ampak je ta prevoznik je dal cel ta napis Orlek gor, ne. Zdaj ta prevoznik in nas voz smo hoteli dati, smo naredili 2 magnetne nalepke, da takrat, kadar nas voz, da damo Orlek napis gor, ampak ko smo jih naredili, smo ugotovili, da te avtobusi, to je vse z plastike narejen zdaj, ne. In v bistvu tisti magnet ne prime gor, ne. In pol odpade. Investicija, ki je šla v nič. Ja, se ni bilo draga, ampak škoda, ja. Album je aktualen, išel je v tem mesecu. Mitja, kako razmišljate naprej? Razen vseh teh slavi, pa 5. oktobra, pa nekaj koncertov sedaj že junija, pa potem veliko več v poletnih mesecih. Ja, veliko koncertov, zdaj maj, junij je bilo že poln, julij bo poln, tudi avgust. Sicer pa mačken manj koncertov, kot jih je bilo zdaj, ampak bo še vedno dosti, pol pa 5. oktober pa ta Kino Šiška, ne, in osrednji koncert in to je to za letos, mislim, poleg drugih koncertov, tudi po Kino Šiška so že blokirani koncerti tudi proti koncu leta neki že, ne, tako da to je. Pol pa verjetno bomo glave malo resetirali, pa spet kaj novega pošiljali, ne. Kaj ti hitro bo 40 let? Ja, seveda, zato pa verjetno že čez kakšno leto, 2 bomo že, zdaj bo še nekaj singlov iz te plošče, ne, še letos ta Na morje, ki izide ta teden, pa potem še mogoče še kakšna letos, ampak pol drug let še 2 skladbe, pol recimo 2026 bomo pa že začeli razmišljati o kakšnih novih, ne. Kot so rekla, 2 koncerta se teje tudi v bližnji prihodnosti, v soboto 21. Murska Sobota in potem 24. v ponedeljek Lent Maribor. Maribor Lent, ja, tako. Sproti pa seveda na spletni strani orlek.com kot tudi družabnih omrežjih. Tako. Za konec tega pogovora vrtiva še eno, ki pa sicer bolj sodi v decemberski čas, Potujoče božično darilo. Ja, to je tudi ta pesnik naš, Anders Boršek, no, ima kar 2 pesmi, pa je že pokojni, že precej let pokojni, ampak ima na tem albumu 2 pesmi. In Vlado, to se je ta štos zdaj zelo dober, ne, te buteljki, ko potuje kar od enega do drugega, ne, ko prinese pa pol ta dan naprej na drugmo pa tako naprej, ne. In je v bistvu to je ta zgodba v tej pesmi in mi smo to naredili na nekakšen tak blues, no, tako si je Vlado zamislil, kot je glasbo delo, da bo to nekakšen blues in smo pa naredili takole bluzovsko in to je to. Skladbo za konec tega pogovora. Mitja, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa in lep pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem in se vidimo na kakšnih koncertih. Sem pred Božičem, krog žlakte se smukal, laški sem rizling, darilo dobil. V Cimru sem srečen, sem splašo zasukal, sem med perilo, omaro jo skril. Praznik prišel je in spomni me žena, da mora v stricu na vljuden obisk, ker sva do njega
iskreno poštena, vince mu dava za utapljanje stisk. Stric zadovoljen, ga v mislih že srka, pred sabo ga skrije, v špajzo v kot. Božič je mimo, svet Štefan potrka in flaša dobljena spet roma na pot. Obdarjen nečak etiketo pregleda, slina se mu že po grlo cedi, pa mu potrka na vrata soseda, ki praznik družinski veselo slavi. Rizling sosedi nakladno potuje, saj je vežlahten na ljubčka spomin. Naj plemeniti se in o temi miruje, poln bo okusov in drugih vrlin. Pride Silvester, soseda opiše, njega, ki skrbno nad avtom bedi. Če jo slučajno nesreča opiše, je mehanik Silvester, za vse poskrbi. Rizling že sedmič oboje zamenjal, danes sprašuje se, kje bo pristal, kdaj se bo ta šel podarjanja jenjal, komu lastnik nov bo iz duše ga dal. Prveš končanje in v novem smo letu iskal v omari sem svoje stvari. Čudo zgodi se v menjalniškem svetu, flaša mi znana v omari stoji. Čudo zgodi se v potrošniškem svetu, flaša se znana, mi s kota smeji. Čudo zgodi se v potrošniškem svetu, flaša se znana, mi s kota smeji. Sem Vlado Poredoš od ansambla Orlek, vi pa poslušate Radio Aktivno.